Žulja. Klik. Dober dan. Opa. Jaz se, lahko vas povem, da se opravičujem? No, kar povej. Okay. Jaz se opravičujem za zamudo. Nekaj sem še na hitro pojest, ker se je malo zavleklo prejšnje snemanje. Tako da upam, da ni prevelikih zamer. Smo pa prej, ko 15 minut že začeli. Ja. Še enkrat hvala za razumevanje. V bistvu Ilka je tik pred odhodom v Južno Ameriko, v Čile, kjer nadaljuje priprave na prihodnjo sezono. Za njo je pa, gremo reči, da en fajn pomemben del priprav, morske priprave, če lahko na tak način rečem. No? Tudi. Pa daj nam za začetek, Ilka, povej, kaj je sledilo tvojemu koncu sezone. Se pravi, kratek dopust, pa morje, ampak to ni bilo morje, kot si ga si predstavljal, ampak nekaj drugega, ne? Ne, zdaj si vmes malo preskočil, ker velik del v bistvu, zato ker sem res da po Aspenu si vzela nekaj dni kratkih odmora. Potem smo pa v bistvu do konca maja trenirali na snegu v Laksu, v Švici, v Livignu in v Kaunertalu. Potem je bil res dopust, celih 12 dni, če se ne motim. Potem so se pa začele kondicijske priprave, ki so bile najprej doma 4 tedne, potem še na morju 3 tedne. In potem smo bili prejšnji teden spet na snegu. In kaj je bil osrednji cilj teh morskih priprav? Ja, v bistvu izboljšati raven kondicije, kot je bila na koncu sezone, ampak glede na to, kako sem bila pač na koncu sezone boljše pripravljena kot na koncu lanske, smo lahko v bistvu nadgrajevali, tako pač še vsako leto do zdaj in lahko v bistvu delam že popolnoma vse, tako da vse je potekalo po planu in sem zelo vesela, da smo tako daleč, da gremo na jug počasi. Se pravi, da je načrt treninga je bil isti kot lani, ali se je to glede na lansko sezono, kjer je bilo mogoče kakšna tekma več, ko se je pričakovalo, da je boš odpeljala, ali se je kaj spremenil potek priprav, pa samo načrtovanje, pa izvedba teh treningov na morju, ali je v bistvu ista zadeva? Ne, zadeva je bila v bistvu dosti podobna, no, pač mogoče kakšni detajli so bili malo drugačni, kakšne prilagoditve, posodobitve, to je bilo pa to. Ok, si se pripravila sama, je bil kdo ob tebi, Anja? Anja je prišla v zadnjem tednu, ja. 2 tedna prej smo bile v bistvu z mamo in z nečakinjo same. Tako da je bilo res super, no, smo tudi malo nadoknadili čas, ki smo ga čez zimo zamudile. Ok, že si omenila primerjavo z lansko sezono, pa oziroma s pripravami od lanske sezone, pa pred letošnjo. Kaj je takega, kar ti pri sebi čutiš, da je drugače? Poleg večjega števila obveznosti v prostem času, gremo reči. Ja, kaj dosti v bistvu ni drugače, no, pač jaz se poskušam pripraviti isto čim bolj sproščeno, koncentriram se na sebe, dajem vse, ali je na treningu, ali je pač pri počitku, tudi pa je treba pač počivati vmes. Pač kot si pa omenil, je ogromno novih obveznosti, ki jih pač nekako smiselno probavamo uskladiti z vsem ostalim, da ne motijo preveč procesa treninga. Zdaj, v eni izmed izjav tvojih smo zasledili, da moraš pred sezono, ki prihaja, trenirati vsaj toliko kot lani, če ne še več, da bi bila sezona uspešna. A ti to zaenkrat uspeva ali ne? Ja, mislim, da zaenkrat vse v bistvu gre po planu. Trenirala sem v bistvu tudi kondicijsko dovolj, kaj smo se na začetku mogoče pač malo bali, da bo kaki teden zmanjkal, glede na to pač, koliko je bilo še vseh ostalih obveznosti in vsega zraven, kaj pač prinese dobra sezona, ampak to je mimo in treba se, tako sem pač to omenila, treba se pripraviti za naprej. Na tekmah nikjer ne bo pomembno, pač, kak je bilo lani, kaj je bilo lani, pač samo to, kak se je kdo pripravlja na novo sezono in gremo v bistvu vsi iz nule.
V četrtek odhajate v Čile. Ja. Kaj pričakuješ od treningov tam? Ja, da bo čim boljši tako lanski v bistvu. Zaenkrat snega mislim, da je dovolj, pogoji so super. Upam, da nam tudi vreme služi, pa da bomo delali, tako je treba. Lani si ti gledala fante, letos bodo oni tebe. Ja, ne vem, to pa morate njih vprašati. Bo mogoče pred letošnjo sezono na kaki disciplini posebna pozornost na treningih? Dobro vprašanje, ne vem. Zaenkrat mislim, da je v bistvu ni, no pač je nek sistem, ki sta ga določila mama in Grega. Ampak mislim, da ne bo nekih ogromnih poudarkov na eno ali na drugo, ali tretje, četrto, peto. Tako da bomo pač probali vse, pa bomo pa sproti videli, kako in kaj. Zdaj se izjemo, naslednja sezona je olimpijska. Se priprave, glede na to, da je to eno osrednje tekmovanje, razlikujejo, glede na vemo, da prejšnji sezoni je bilo svetovno prvenstvo, letos so olimpijske igre, so priprave kaj drugačne. Eni, na primer, tempirajo formo bolj za olimpijske igre, drugi so 100% pripravljeni na začetku sezone. Kako je pri vas? In mislim, da je vsaka tekma za sebe zelo pomembna. No, res je sicer olimpijada vrhunec sezone, ampak kaj se tempiranja forme tiče, v bistvu jaz delam tako, mi ona dva rečeta, ne. Tako da to sta se ona dva odločila oziroma splanirala, kako in kaj. Je pa res, da vsekakor ima pač veliko tekmovanje svojo težo, ampak mislim, da tudi vseh ostalih ne gre zanemariti. In kar se moje osebne priprave tiče, psihične, bom tako čisto vedno nazaj na vsaki tekmi, ki bom štartala, dala vse od sebe, pa če je to svetovni pokal ali je olimpijada ali je pač mogoče ne glih na dobrodelni tekmi, no. Ampak tudi katerakoli tekma nižjega ranga. Okay. Vas lahko pričakujemo na štartu Zeljno? Zaenkrat mislim, da je v planu, ampak bomo videli, kako pa kaj. Ker je zdaj še v bistvu cel mesec priprav v Čilu, potem jeseni velikokrat rada zbolim za kaki teden, pa tudi malo odvisno od forme, kako in kaj bo, tako da mislim, da se bomo sproti odločili. Vsi upamo seveda, da bolezni ne bo. Jaz tudi. Zdaj iz uradnega dela je to. En kratek povzetek je bil in pa napoved za naprej. Vsi tisti, ki ste izrazili željo za individualne pogovore, ni noben problem. Jih bomo za televizije najprej naredili tukaj, potem za vse ostale pa gremo v sosednjo sobo. Ostali si pa da seveda med tem postrežite pijačo, jedačo in podobnim. Zdaj razpored za individualne bom dal tukaj na mizo, si lahko pogledate. Pa najprej televizije, RTV prvi. Pa... Absolutno, vsekakor. Tako organiziran, da je pozabil, ne? Mene zanimajo zdaj te tekmice. Zdaj gledamo, kako se Ana Vajt pa Lara Glicovščana slaže. Ne vem, kako Lindsay Face trenira v Novi Zelandiji. Tudi slalom med drugim. Vse to je videti, če je res. Zgleda, ne vem. Kaj praviš na zdaj te tekmice se izgleda pripravljajo, ali pa ne, Vajdova, Butova, Šljivo. Kako gledaš na konkurenco, katero boš imela naslednji sezoni? V bistvu se sploh ne obvladam s tem, kaj kdo počne, no, ker pač vemo, da sploh kar se socialnih omrežjih tiče, lahko objaviš točno tisto, kaj hočeš, da ljudje vidijo. Jaz pač recimo mi je bolj zabavno objaviti sliko z Išo ali pa borovnice, ki jih zelo rada imam ali pa karkoli, ker ko treniram, pač treniram, nimam ravno časa in volje in se pač ne snemam, ne. So mi druge stvari bolj pomembne. Pogledam to, opazim, kaj delajo, ampak me nekako ne prizadane. Še nekaj bi vprašal glede Zeljna. Zeljn je tudi tisto, ko je sponzorsko precej pomembna stvar za alpsko smučanje. Misliš, da boš morala tudi, če ne boš recimo, da boš tekmo vabil? Ja, mogoče bi glih ne bi povabila tekmo, no, verjetno bo pa kakšen sponzorski dogodek prej, ja. Malenkost. Pa sem zanima, ali je Novko v zvezi s pogodbo smučarsko zvezo? Imam pa kar nekaj ljudi, ki se s tem ukvarjajo namesto mene, ker pač enostavno ne gre vse naenkrat in rajši tak, da se oni konkretno menijo, pa lahko jaz delam svoje, da treniram in mislim na svoje stvari. Ampak niste še podpisali za nas.
Koliko vem, ne. Ne, zaenkrat še ni podpisano, ampak pogovori so v teku, dobro kaže in nas ni strah, da se ne bi zadeva odvila v pravi smeri. Seveda bomo imeli še eno super. To bomo pa videli. Ampak tukaj v Čilu bodo tudi spet treningi z moškimi, tako kot lani, ko je dobro delovalo. Ja, v bistvu bo isto, kot je bilo lani. Prva 2 tedna smo sami v El Colorado, to je rezort pač zraven La Parve, potem pa se priključimo njim oziroma tudi vsem ostalim, no, ki so pač tam, zato ker proga je ena, ekipe pa kar veliko, tako da smo vsi skupaj tam. Na kakšni tekmi dirkale tam? Prosim? Na tekmi kakšni cilj FIS oziroma Ne, mislim, da ne. Ni glih treba. mogoče bi med moški. Ja bi si kaj težjega zbrala, veš? Imamo še kakšno? Kar pogumno. Samo tole, če dovolite, kako izgledajo vaše počitnice? Tiste res počitnice? Počitnice, ja. Ja, letos sem se recimo probala naučiti surfati na valovih. Ni šlo ravno najbolj uspešno, no, ampak čisto tako lahko ležim pa knjigo čitam cel dan, pol me zgrabi pa grem malo laufat. Ampak čisto take normalne, čisto nič posebnega. Surf je dober, zaradi ravnotežja. Ja, je v bistvu dosti bolj zahtevno, kot izgleda, ja. Ampak zelo zabavno, tako da mislim, da še nisem čisto upala, da ne bi probala še kdaj. Malenkost. Kaj pa je glih v tej fazi kondicijske priprave bilo rečemo nekaj novega letos, s tem, da se popestri, da se mogoče kaj še izboljša? Razmišljam. Več smo mogoče lahko dodajali kakšnih šprintov, poskokov, malo sicer od začetka je bil tudi kakšen protest od kolena, enega ali drugega, kateri, ampak nič resnega. Tako da v bistvu vse skupaj pač je na neki višji ravni, kot je bilo, so drugačne zahtevnejše vaje, mogoče tudi fitnessu ali pa pač so bolj, kako se reče, bolj kompleksne zadeve. Ne samo tisto srova moč ali pa samo tak, se bolj, ne vem, na neravnih podlagah, z nekimi oteženimi okoliščinami. To je to? Še kakšno? Fuzbal greš na začetek, Ja, če sem doma poleg, ne grem. na delo pa ne. Težko. Težko, če v četrtek gremo. To takrat tak, ja. Bomo neki heknili internet, pa bo. Ok, hvala lepa. Hvala.